Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Moja današnja gosta je dvojna doktorica gospa Ana Vovk. Ima pogum, znanje, modrost in vizijo in nadgrajuje znanost z življenjskimi znanji. Razvija kompleksne in celostne rešitve za dolgotrajno, zdravo, zadovoljno in notranje izpolnjeno življenje. Kaže pot, kako iz starega, izčrpanega, preživelega v svet zemeljskosti, povezanosti, sodelovanja z naravo in soljudmi. Kajti v 21. stoletju je preveč problemov, da bi jih lahko reševali samo znanstvenimi teoretičnimi članki, če seveda le-ti nimajo povezanosti z življenjem. Kako so bile voda, hrana in energija že od nekdaj elementarne za preživetje, raziskuje na svoji ekosistemski kmetiji, ki jo je nadgradila v Mednarodni center za samooskrbo Dole, ki ga obiščejo številni iz vsega sveta. Kako je delo z zemljo najcenejša rehabilitacija samih sebe, pa dokazuje svojo energijo. Kajti poleg predavanja na 2 fakultetah, kjer vodi Mednarodni center za ekoremediacije in ima zaposlene mlade, vodi tudi Inštitut za promocijo varstva okolja ter Mednarodni center za samooskrbo Dole, kjer si večino hrane zase in za bližnje pridela sama. Preobrača vzorce tako, da svoja nova teoretična spoznanja implementira v prakso za nas vse, od pridelave, predelave do trženja in konstantnega odkrivanja novih znanj in izkušenj preko praktičnih delavnic in preko digitalnih predavanj. Njena visoko razvita kreativnost kar žari iz navdišujoče genialke. Medtem, ko trosi seme za novi svet, saj se zaveda, da le skrb zase ni dovolj, ampak je treba vse potenciale povezati, nadgraditi, jih izmenjati in kot špiralo voditi do večnosti. Verjame v pravo ljubezen, v ljudi, ki so si po srcu sorodne duše in lahko skupaj nadgradijo povprečno življenje v transcendentno, globoko in večno povezanost, ki jo imamo tudi s kozmosom. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Ana Vovk. Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Kot sem povedal v napovedniku, z menoj krasna gostja, dvojna doktorica, profesorica Ana Vovk. Lepo pozdravljena. Dober dan. Ja, tako, samooskrbnost, zanimivi časi so, dejansko ne vemo, kako se bo vse skupaj odvijalo. Kako ti vidiš, doživljaš ta čas? Mislim, da je to en opomin, da moramo začeti živeti zelo drugače, da je to neka prelomna točka tudi, ko se način razmišljanja zelo krepi pri številnih ljudeh. Sama gledam to kot optimistični čas, kljub zelo neugodnim okoliščinam, od vojne do pomanjkanja, dražitve, tudi mnogo ljudi ima psihološke težave zdaj, ampak tako kot je življenje potekalo do leta 2019, ni bilo vzdržno in vse napovedi, sama imam nekako srečo, da sem na eni strani v znanosti, ki jo zelo kritično gledam, na drugi strani pa zelo v praksi. In taki nevzdržni način bi bil samo še kakih 10-20 let, ker narava bi v vsakem slučaju naredila svoje in najbolj kruto, kar bi bilo, je, da zbriše nas. Narava lahko vse poravna, narava nas ne rabi. Tako da zdaj je nekako tak zadnji čas, da se zavedamo, da moramo spremeniti najprej način razmišljanja in seveda potem dejanja, ki gredo k temu, da maksimalno zmanjšamo materializem na vseh nivojih, se pravi to drastično nakupovanje, menjavanje telefonov, avtooblačil in ne vem kaj vse, da se zavedamo svojih meja, zato ker v resnici ne rabimo veliko in na tak način bomo začeli naravi pomagati. Samooskrba je pa temelj preživetja. Vse civilizacije v preteklosti, ki niso bile samooskrbne, so izginjale na tak ali drugačen način, so si pa to same naredile. Bodisi, da so si uničile vodo, plodno zemljo, to je zdaj velik problem. Mi se srečujemo zdaj na globalni ravni z uničeno zemljo, to pa zato, ker se je 50 let uporabljalo preveč škropiv, gnojil, raznih dodatkov, ki so uničili življenje v zemlji,
pa da ne omenjamo teh težkih strojev, plugov, ki to življenje vse zmelje, naredi pravo pokopališče in potem v takih okoliščinah izredno kemizirane zemlje je možno gojiti samo še par pridelkov. Zdaj lahko vidimo na njivah, je to koruza, pa se skoraj konča. Tako da mi bi mogli začeti pridelovati hrano za človeka in ne za živali, tako kot se zdaj dogaja, ker na njivah pretežno raste samo to, kar potem živali jedo in se je ta mesna industrija in vse to tako razbohotilo, kar pa vemo, da ne za psiho, ne za telo človeka ni dobro. Tako da te spremembe zajemajo tudi spremembe načina prehranjevanja. Seveda pa se mora vse najprej v glavi zgoditi, če mi ne verjamemo, če se mi z sabo ne pogovorimo, potem bomo težko na zunaj, samo zato, ne vem, ker je to moderno, ker zdaj to mediji govorijo, potem ne bomo naredili spremembe. Ne? Je pa tako, da zdaj že tudi zdravstveno stanje ljudi kaže, da je zelo slaba zdravstvena slika, sploh ta kemično pridelana hrana, ker jo že mali otroci dobijo, imajo ogromno težav. Recimo nikoli ni bilo, da bi imeli v šolah toliko otrok z odločbami. Skoraj polovice razredov že imajo odločbe in to resne motnje, take in drugačne. To so se lahko te toksini, ne? Ja, dokazano. Tako na razne organe, notranje, zunanje. In če se tako vprašamo, kakšno družbo mi imamo, ne? Ta družba naj bi v prihodnje potem za nas poskrbela. Se bojim, da ne bo zmogla, če bi odvzeli vsa ta zdravila in te številne pripomočke zdravstvene, bi civilizacija verjetno že bolj zgodaj umirala, ampak to biti na tabletah pol življenja pa tudi ni rešitev. In ena taka prispodoba pravzaprav je, kot da je človek ves čas na cevkah, pol življenja nekako škodljivo preživi, ostalo polovico ga pa potem umetno držijo in to ni življenje, ne? To je životarjenje. Seveda. To pomeni, dejansko smo pozabili, da smo v bistvu duhovna bitja, ne? Absolutno. Ki dejansko imamo to izkušnjo fizično in da je zelo pomembno delati na vseh ravneh. In s sabo, in z drugimi, in s hrano, z odnosom do zemlje. Recimo. Ja, jaz to imenujem vitalno življenje, ker zdravo življenje se preveč nanaša samo na zdravje. Vitalno je pa to, da imaš ti motivacijo, energijo, da si ti upaš razmišljati čez rob, torej da se ti ne omejiš znotraj, kar piše, kar povedo neki posamezniki, ker informacije so lahko zelo ozke, ki pridejo v javnost. Zato se mi zdi zdaj ena taka močna poteza, ki bi jo morali izpeljati, da bi krepili vitalnost človeka, zato da bi začel razmišljati za svojo glavo, da ne bi sledil samo nekemu toku in zato, da bi celostno poskrbel zase in fizično in duhovno. Taki človek potem ni vodljiv, takega človeka potem ti ne moreš zasužniti z nekimi ali materialnimi ali pa nematerialnimi informacijami in ga spremljati in tako naprej. Vemo pa, da je trend čisto drugačen, a ne, imeti vse pod kontrolo in to. Ljudje pa žal pogosto zapadejo, ker ne poznajo stvari. Mnogi, sama se ukvarjam tudi z tem izobraževanjem odrasle populacije, pa tudi mlade, mnogi so pa zgubljeni v današnjem času, sploh ne vedo, kaj bi s svojim življenjem. Mladi tudi ne vidijo neke perspektive in se mi zdi, da bi tu si mogli pomagati med sabo. Ker če ti ne veš, kaj bi s svojim življenjem, niti srečen ne moreš biti sam sebe, niti ne najdeš. In po mojem, to najhujše, kar je lahko. K temu je pa ta obširna digitalizacija pripeljala, ko so ljudje večinoma na teh raznih omrežjih in živijo virtualno življenje, ki nima nič z realnim življenjem, ki pa v resnici bi moglo biti res tako plodovito, izmenjave med ljudmi, od informacij do fizičnih srečanj, kar se pa je zdaj tudi zaradi te korone vse zelo, po mojem, preveč omejilo in je vse pripeljalo zdaj do zelo naveličanih ljudi, pa tudi ekonomsko siromašnih, ker dosti ljudi tudi službe izgubilo. Zdaj, če človek nima osnovnih materialnih dobrin, tudi zelo težko razvije potem v sebi neko motivacijo, ker včasih jaz rečem tako, si moraš tudi privoščiti kako izobraževanje, iti kam, slišati kam. Včasih je kakšna beseda dovolj, da ti stopiš stopnico naprej. Ne? Zato se mi zdi tako pomembno, da se take oddaje delajo, da so razna taka srečanja, ker lahko ljudje poiščejo tiste delčke, pa se spet sestavijo nazaj. Tako je, da spet najdejo sebe nekako. Tako.
To je ključ, ja, super. Okay, zakaj je zdaj samooskrbnost tako pomembna? Recimo, kakšna je zdaj situacija v svetu, kako vidiš vse skupaj? Ja, zdaj lahko spremljamo tudi zaradi te ukrajinsko-ruske vojne. Sicer vse informacije, ki so v javnosti, tudi niso čisto pravilne, je pa dejstvo, da sta to dve državi, ki imata zelo močno kmetijstvo, tudi zaradi naravnih pogojev. Tam so ti kastanozemi, to je en tip prsti, in pa črnozemi, ki je kar rodoviten po naravni poti, tudi ogromne površine so. In seveda tudi iz političnih vzrokov ta hrana vse ne bo več prišla v Evropo, tako kot je bilo do zdaj. Tudi veliko površin se ne bo obdelovalo. Več kot 2 milijona Ukrajincev je že šlo iz svoje države in tudi razseljenih je. Tako da recimo bo že fizično pomanjkanje hrane. Na drug način, če bi pa pogledali ostala območja, pa se svet srečuje zdaj z izredno opustošenimi prstmi. Tudi je zdaj se eno gibanje začelo, Ozavestimo planet, ki ima ta cilj, da rešimo rodovitno prst, zato ker zaradi teh 50 let nazaj, zaradi uporabe teh res ogromno strupov, lahko rečemo, je v bistvu prst mrtva. In v mrtve prsti ne more nič uspevati, tako da naravni pogoji niso ugodni. Zdaj pa glede na to, da so pa tudi umetna gnojila, ki pa prihajajo iz teh držav, že omejena, se bo hrana tudi precej podražila, še bolj kot se je, ker večina hrane se vseeno pridela z umetnimi gnojili, kar je zelo slabo, ker je pač tehnični postopek trenutno tako napeljan. Čeprav vemo, da je možno hrano pridelati po naravnem kmetovanju, povsem na drugačen način, ampak ker tam ni nekih dobičkov vmes, se ves čas noče propagirati. Edino zdaj zadnje čase tudi v Sloveniji Ministrstvo za kmetijstvo propagira naravno pridelavo hrane, drugače pa to bilo nekako v temi, ker pač se nič ne zasluži na osnovi nekih kapitalskih dobičkov in nekaj. Tako da, zdaj, če bi tako pogledali, nujno si bo mogel vsak priskrbeti, da ne bo lačen. Država, jaz mislim, da ne bo mogla vsega. Malo smo zamudili z državnimi temi zalogami, zato ker to so si zdaj vse države že naredile. Slovenija je malo prepozna in je hrana že zelo draga. Istočasno pa so si ljudje že začeli delati zaloge, tako da če nimaš nič, ti si zalog hrane za večno tudi ne moreš narediti. Ne? Najlažje je, da imaš en vrtek, eno njivico in si potem vsaj en del narediš in da se povežeš s tistimi, ki pridelujejo zdravo hrano, ker nič ti tudi ne pomaga ta poceni kemizirana hrana, ki prihaja iz Madžarske, Poljske, Italije. Ker potem si pač postaneš bolan. Mi vsi vemo, da tisti, ki so rakavi bolniki, imajo strogo prepovedano uživanje kemizirane hrane. Verjetno to ni kar tako, ker je telo že šibko. Tako da zdaj ljudje, dokler ne zbolijo resno, vedno gledajo na ceno. Ja, seveda, da je čim ceneje. Čim ceneje, čim več. Potem pa vsej delam jaz takimi tudi, potem pa popolnoma spremenil način razmišljanja, ker res je, če ti uživaš to domačo hrano, ki si jo sam pridelal, ta ima tudi tvojo energijo. In ne rabiš veliko hrane, res količinsko ne rabiš veliko, imaš zelo veliko energije, motivacije, notranje moči, tako da to je veliko bolj pomembno kot pa tiste ogromne količine hrane, ki ne bi jo v sebe dajal, ker potem se telo mora ukvarjati s tem, da to spravi iz sebe ven. Prebavi, ja. Tako, in energije nimaš, ker mrtva hrana ti ne more dati energije. Jaz to pri sebi vidim, ker jem izključno mojo hrano, ne jem nobene predelane hrane, ne kupujem ničesar, imam svoje. Vse svoje. Bravo. In tako, vemo, da se 60. letu bližam, vseeno se mi zdi napram vrstnikom, ki imajo različne težave. In to je v resnici, ne da bi samo govorili, da to pomaga, verjetno še drugi elementi, ampak to vseeno se mi zdi, da je pomembno, kaj ti v sebe daš, ker telo je vseeno en taki živi organizem, ki se potem celostno odziva na vse, ker tudi imaš ti neko drugo energijo, če to, kar si ti sam pridelal, potem ješ, kot pa to, ko je bilo pripeljano, pa ne veš odkot, ne veš, kje je stalo in tako. Tudi ta psihološki vidik je pomemben in si tudi nekako bolj zadovoljen in se mi zdi, tako ujame se potem ta fizični in duhovni vidik. Odlično, odlično. Zelo zanimivo bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov.
Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije, z menoj krasna gostja, Ana Vovk. Ja, Ana, kaj pa razlika ekološko pa naravno kmetovanje, ne? Dosti ljudi ima tukaj čisto zmedo, ne loči enega, drugega, tretjega. Kaj je zdaj tle? Ja, res je. Ekološko kmetovanje je mogoče kar znan pojem, temelji pa na tem, da se predhodno zemlja pregleda, da ne sme imeti odstopanja od normativov, ki določajo, koliko lahko dušika, fosfatov, težkih kovin. Tu imam jaz takoj pomislek, ker normativi so postavljeni precej visoko. In načeloma ne bi zemlja smela imeti ničesar in te analize ne bi smele biti vezane na normative, ampak na popolnoma čisto zemljo. Ampak to je pač eden od standardov in pa potem pri ekološkem se razvije certifikat, ekološki certifikat, ki pač od ljudi zahteva, ki so kot ekološki kmetovalci, torej da imajo neko ustrezno zemljo in da potem kupujejo ekološka škropiva, gnojila, torej tista, ki so dovoljena. Torej, govorimo vseeno še o škropljenju, o gnojenju, ampak o substancah, ki niso tako nevarne, oziroma se predvideva, da niti niso nevarne. In potem ta certifikat naj bi jamčil potem neko zdravo hrano, je pa tako, da v Sloveniji je skoraj 90% ekoloških površin travnikov. Tako da, ker se pase govedo, mi imamo 10% od površin njiv, pa teh vinogradov praktično nimamo, in pa teh manjših potem sadovnjakov in podobno. Tako da, mi imamo zelo malo ekološko pridelane hrane, zato je v trgovinah tudi praktično ne moreš kupiti, ker to se večinoma proda potem kar na kmetijah. Naravno kmetovanje pa temelji na zgolj naravnih komponentah posesti, temelji na tem, da tam naj ne bi predhodno bila njiva, ki so jo škropili, gnojili, ampak ali travnik ali gozd in se potem ravna po smernicah narave. Zdaj, naravno kmetovanje je staro okoli 120 let, prihaja iz Japonske in je preverjeno in so ga vseh teh 100 let so ga preverjali različno po različnih delih sveta, ker na začetku niso verjeli, da je možno, da ti zemlje ne obračaš, da ne dodajaš nobenih gnojil in ničesar, ker pri ekološkem se seveda zemlja orje in je to že kar problem zaradi uničevanja živih organizmov. Pri tem naravnem pa se samo nalaga biomasa in s tem, ko imaš ti zemeljsko površino, naložiš ostanke rastlin, potem ostanke od lesa in to se kompostira. In če bi z tem mikroskopom pogledali, se zgornja plast 20 cm razvije izredno rahla, prhka zemlja, zato ker je bogata teh organskih snovi, predvsem ogljika. Ogljik je pa nakopičena sončeva energija in rastline lahko s tem, ker imamo veliko teh organizmov, ki pri tem razpadanju organskih snovi sodelujejo, ti ustvarijo take dolge prehrambene verige in to imajo korenine takoj za prehrano. In če bi pod povečevalnim steklom ali pa mikroskopom pogledali, so to take dolge niti, ki so v zemlji in jih delajo bakterije in pa glive, in rastline se s koreninskimi sistemi pripojijo na to in črpajo ta hranila in zato ne potrebujejo dodatnega gnojenja, oranja, za razliko od klasičnega ali pa tudi ekološkega, ker ko se zemlja obrača, se te verige vse pretrgajo, se svetloljubni mikroorganizmi pokopajo v globino, temnoljubni se obrnejo gor in potem traja 1 leto, da se oni posortirajo, večina jih pa tako umre, ker se ne uspejo. Tako da, če mi zemljo obračamo, teptamo, spreminjamo, se zemlja ves čas mora vzpostavljati v naravno stanje in ne more poskrbeti za rastline, zato se tudi pri ekološkem dodajajo škropiva, gnojila, sicer kot rečeno manj nevarna, ker rastline sicer ne bi rastle. Pri naravnem kmetovanju pa mi ničesar ne dodajamo, ker zemlja s tem, ko ima veliko organskih snovi, sama zadržuje vlago, delno od kapilarnega sistema od spodaj, delno pa od padavin. Težava je, da dosti ljudi ne verjame, da je narava sposobna sama pridelovati
Jaz imam kmetijo tudi kot ekosistemsko registrirano in samo po naravnem kmetovanju delam, zdaj 12 leto in veliko ljudi pride pogledat in potem verjamejo, da je to možno, nikoli ne obračam. Je pa seveda za klasične kmetovalce to problem, ker si ne predstavljajo, kaj bodo zdaj s traktorjem, plugom, ampak ga v resnici ne rabiš. To naravno kmetovanje ni primerno samo za male površine, ker včasih kdo misli, ja, na enem vrtu to lahko, ali pa na hektaru. Zato, ker po svetu imajo že na večjih 100 hektarjih to in potem delajo tudi meritve, prav tehtajo, koliko česa pridelajo in ugotavljajo, da je pridelek bistveno večji. Je pa treba opozoriti, če je bila prej tam njiva, pa se potem kdo odloči, da gre na naravno kmetovanje, je vmes, mi temu rečemo, ena tranzicijska doba, ker zemlja, ki je bila uničena, prej skozi teptana, naslednje leto, če ne bo obračana, ne bo takoj takega pridelka dala. Treba vztrajati, biomaso nalagati, treba ostanke rastlin, listje in tako. In potem traja malo, če pa zemlja predtem ni bila uničena, pa takoj daje pridelek. Zanimivo. Torej, in taka hrana je tudi v bistvu dobra za nas nahrani, napolni, ne? Taka hrana je blizu divji hrani, ker vemo pa, da divja hrana, ki v naravi raste, je v bistvu najboljša komponenta za naše telo. Recimo vzamemo kar primerjalno regrat pa gojena solata. Po mineraloški sestavi gojena solata ima 90% vode, potem ima pa klorofil, pa nekaj mikroelementov. Medtem ko pa regrat ima čisto vse elemente, ki jih naše telo rabi. Tako da načeloma ješ regrat, malo česna, pa malo krompirja, fižola, pa to ga ne rabiš. Ga imam rad, ja, zelo, mi je fajn. Jaz ga vsak dan ne delam. Tako da je zelo pomembno, seveda tudi, kje ga nabiramo, a ne? Če mi regrat nabiramo, ker je bila gnojnica potrošena, če še zraste kaki, potem taki regrat nima, ima neke komponente, ampak vseeno vsrka dušik, a ne? Če pa pogledamo, kje on v resnici raste, pa regrat raste na najslabših površinah, na pohodnih površinah, zbitih, glinenih, ne bo rastel na najbolj prhki pa taki zemlji. In to je tudi dokaz, da zdrave rastline večinoma srečamo na površinah, ki jih je pač narava ustvarila in jih mi nismo spreminjali, ne? Zato se ne bi smeli bati, če nimamo na parceli samo idealne, globoke, rahle zemlje, ker tista je samo za rastline, za katere moramo zelo skrbeti. Če imamo pa mi površine, ker so tudi divje površine še, torej neobdelane, tam bo zrastlo vse, kaj mi rabimo. In kar je najbolj pomembno, malo bomo pojedli, ker mi ne rabimo veliko. Zdaj sama vema, regrada veliko skledo ne moš pojesti, ker si ga presit. One puhaste solate pa lahko poješ zelo veliko skledo, pa boš lačen na koncu. Tako je, to je res. Torej nima hranilnih vrednosti. Nima hranilnih snovi, zato bi mogli iti od količin, tiste količine nas potem napihnejo in preden se to izloči, telesu damo dodatno delo, a ne? Če pa mi malo pojemo, jaz govorim o degustacijskem prehranjevanju, a ne? Da v bistvu tako kot degustiraš, ampak v resnici imaš dovolj. Potem pa telesu ostane dovolj energije za druge stvari in nisi nikoli po obroku utrujen. Večina ljudi jamra, da ko se naje, mora iti ležati ali pa malo zaspati, a ne? To že je stok znak. To pomeni, da je bila hrana pač umetna in nezdrava. Jaz temu pravim kot odpadek, a ne? Če gledamo to, kar se v plastičnih embalažah kupi, kar je bilo vse predelano, pa številni dodatki, zlasti beli sladkor, to ubije človeške celice. Tako da pol telo res mora iti ležati. Definitivno. Torej svetuješ od hrane v bistvu bolj rastlinsko hrano, predvsem, ne? Zdaj človek je pogojen tako, jaz vem, da mnogi ne bodo mogli iti od mesa, ker so na to navajeni in verjetno je tudi najlažje pripraviti neki kupljen kos mesa, ga dati v pečico ali pa kako, a ne, ni nekega dodatnega dela, ampak tudi znanstvene študije kažejo preverjene, neodvisne od lobijev, da za človekovo telo te beljakovine niso ugodne, ker zakisajo telo, zlasti na način, tako kot je meso pridelano, je tudi zelo nevarno, ker je veliko hormonov in zato se dogajajo tudi razne bolezni. Tudi vemo, da če težko zboliš, telo zavrača meso. Recimo rakavi bolniki, nišče ne je mesa, za te najbolj poznam, ker s temi se tudi malo ukvarjam, nišče ne je mesa, ker ga telo noče, ga ne sprejme. Tako da to je taki znak, a ne?
Zato se mi zdi, da bi mogli res podpreti vegansko hrano, ker vegetarijanska še vedno vključuje mleko teh krav, ki morajo na dan dati več 10 litrov ali pa celo 100 litrov mleka, ker je umetno s pomočjo krmil sproducirano, to ne more biti za človeka dobro. Mleko je za mladiče, kravje mladiče in konec, in ne za tako masovno proizvodnjo, ker to mleko, ki se prodaja, to v resnici ni mleko, ne. To bi lahko rekli, je en zvarek. Tisto pravo mleko je drugačno, ki ga pa človek ne bi užival, ne. Mali otroci materino mleko, potem pa nič več. Pa dovolj, ja. Pa dovolj, ja. Tako da ta mlečna pa mesna industrija je zelo zasvojila človeka, ker tudi dodajajo v razne sire nekaj vrste mamilo, lahko rečemo, ki človeka odvisno naredi. Ljudje se najtežje, tisti, ki bi se želeli odvaditi tega, od sirov poslovijo, ker naredijo tako neko odvisnost in to je vse pač pogojeno s tem, da se to kupuje in da to tudi najlažje, je pa zelo kalorično, zelo mastno in ljudje, ki imajo potem težave z pretirano težo, vemo, da veliko Slovencev, pa tudi po svetu, a ne ima težave. In če ne odneha s to hrano, nikakor ne more se osvoboditi tega. Ne. Se mi pa tudi zdi, da rastlinska hrana največ prispeva k globalnemu varovanju okolja, ker zelene rastline na sebe vlečejo CO2, a ne? Torej ta plin, ki ga zdaj v ozračju zaradi načina življenja bistveno preveč, ker fotosinteza, ki poteka, rabi CO2, svetlobo, toploto in rezultat je voda in pa biomasa. Tako da s tem bi mi lahko ogromno CO2 zvezali v zemlji in bi v zemlji ostal. CO2 v zemlji pa se rabi tudi, ker ga rabijo tudi živa bitja. In na ta način bi mi te podnebne spremembe, to podnebno nevtralnost, o kateri se zdaj tako govori, dosti hitro dosegli, ne pa, da so vse njive na golo zorane, dosipanega ogromno dušika, to vse gre v ozračje. Torej CO2, vse se v ozračje, ker se nima kam vezati. Zato govorimo o regenerativnem kmetovanju, ki pa vključuje zelene posevke, tako da nobena njiva ne bi smela imeti gola, ampak bi vse moglo biti pod zelenjem, recimo facelija. To je ena taka rastlina, zraste približno pol metra visoko, vijolično cvete, zelo medonosna, korenino ima pa v obliki ribje kosti in gre globoko v zemljo, 25-30 cm in tako kot ribja kost zelo zrahlja zemljo, ker gre navpično in levo in desno. Potem pa cvete celo obdobje, ko je za med najbolj pomembno, za čebele, in potem konec avgusta, septembra se ona sama poleže na tla in ustvari biomaso. In recimo take zemlje potem ne bi smeli orati, ampak bi mogli potem samo na to površino saditi naprej, ker zemlja je zrahljana. Tako da regenerativno kmetijstvo na tem temelji, da sicer uvaja določene rastline, ampak jih potem pusti in je to neki most k naravnemu kmetovanju. In naravno kmetovanje je zdaj po svetu zelo šlo naprej, tudi v Sloveniji, ravno zato, ker je enostavnejše, ne zahteva toliko časa, ne zahteva toliko vode, ker pri običajnem kmetovanju je treba vse zalivati, mi pa vemo, da so zdaj ta vroča obdobja, ko praktično ni mogoče zaliti, ker pri nas 60% vode takoj slapi nazaj, ko pa se zaliva, se na površini naredi trda skorja in voda se ne more vpiti v globino in se potem samo ta skorja še dodatno dela. Zato bi mogli tako narediti, da je torej ta prepustna plast, da so rastline, biomasa na površini in ko dežuje, ker danes se pa tako, da ne dežuje rahlo, rahlega dežja več ni. To so oni močni nalivi, ki dodatno steptajo zemljo. Če pa imamo mi to biomaso na površini, je pa to kot neka tkanina v prispodobi, popije vodo, jo zadrži, jo spusti v globino in rastline imajo potem s koreninskim sistemom zalogo od spodaj. To je cela znanost, vidim. To so v bistvu krožno gospodarstvo, bi lahko sodobno rekla, ko ti vse vračaš nazaj in na ta način potem se ti tudi voda ohrani, pri teh klasičnih sistemih pa se ti nič ne ohrani, vse zgubiš. In zato bodo potrebne hitrejše spremembe, tam do 2050 to prepozno. Tako da bi mogli te časovnice zelo, zelo na danes dati, ker itak traja potem neki čas, da pride potem do preobrazbe. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja, dvojna doktorica Ana Vovk. Ana,
Kako pa se ljudje, ki odzivajo zdaj na to, kako je zdaj stanje v Sloveniji, a je ozaveščenost o tem načinu kmetovanja oziroma hranjenja, prehranjevanja recimo že aktivna, delujoča ali kako je s tem? Ja, za Slovenijo malo bolj poznam, za svet malenkost manj. V Sloveniji se je ogromen napredek naredil. Če bi me vprašal pred 10 leti, ne vem, če bi tako optimistično upala gledati kot pa zdaj. K temu je pripomogla tudi ta korona, ki je pokazala, da pač, če se sam ne boš znašel. Potem veliko ljudi se je začelo zavedati, da zemljo, ki jo imajo, je neki kapital, je ne bodo prodali in zato je zemlja dobila tudi na vrednosti. Zelo veliko ljudi v blokovnih soseskah pa išče in si strašno želi koze zemlje, zato da bi si sami pridelali, tako da se je ta odnos do zemlje zelo izboljšal. V preteklosti ni bilo tako, so ljudje hoteli zemljo prodati tudi po nizke cene. Danes zelo težko kupiš. Vsak hoče zemljo. Jaz dobivam ogromno vprašanj, če poznam kakršnokoli kmetijo in zdaj vsi imajo isti imenovalec, ki bo čim bolj na samem, da bo ena starejša hiška in da niso nič gnojili ali škropili. Tega ni, moram kar povedati. Tega praktično več ni. Tako da to so Haloze razprodane, Goričko je razprodano, lege, ki so včasih veljale za take manj atraktivne, je vse razprodano. Tako da je zelo težko, ampak to kaže tudi na to, ker je v času korone bilo malo več časa, so ljudje začeli obujati nazaj, jaz pravim, to terapevtsko tehniko stika z zemljo in so seveda ugotovili, da to fajn, da to sploh ni tako zahtevno, k sreči poteka ves čas zelo veliko izobraževanj v živo, preko digitalnih medijev, objavlja se v pisni obliki tudi, tako da danes znanja je, lahko še skrb preveč. Torej, ne bi ga toliko rabili, kot ga je, iz vseh vidikov, tako da danes, če hočeš si ti nekaj pridelati, se lahko kjerkoli podučiš, tudi številni smo, ki organiziramo izobraževanja, lahko pridejo pogledati, vse pokažemo in ljudi to zanima. Meni je zelo zanimivo, da to zanima vse generacije, ne samo po 45, tako je včasih bilo, neka predpriprava na upokojitev in potem si se začel zanimati še za kaj druga. Ni danes več tako. Danes tudi mladi, tudi 18-letniki, ker so se nekako odločili, da si bodo pa svoj poklic razvili v to smer, ker jih zanimajo ali naravne gradnje, ali naravni preparati, to pomeni deževniki, potem pa to kompostiranje, vermikuliranje. To je vse po naravni poti, da ti zemlji pomagaš. In mnogi vidijo v tem svoj življenjski poklic, mnogi pa se tudi odločajo, in to mladi, da hočejo živeti na kmetiji, ker bodo popolnoma samooskrbni in se na tak način zdaj tudi izobražujejo dodatno. Tako da po celi Sloveniji, ma ni kosa Slovenije, ker ne bi ti trendi bili. Zdaj teh, ki izobražujemo, nas je tudi veliko, pa se med sabo obveščamo in smo res tako veseli, da so ljudje tako zelo štartali. Seveda eni so že še na začetku, eni pa že zelo veliko poznajo. Tako da danes je te proizvodnje tudi že veliko, je pa res, da so to večinoma male kmetije, tako da to se še ne pozna v statistiki prodaje, da bi pa zdaj na razpolago bilo toliko nekih pridelkov, ki bi jih lahko ljudje kupili. Ampak večinoma za sebe, jaz tudi sama nekaj prodam, ostalo imam za sebe, ker jaz pač ne bom kupila, Zdaj dosti nas je takih, ki pač vemo, kako je bilo pridelano in zdaj to tudi zelo širimo in zdaj tudi ta trend ne samo pridelava, ampak tudi predelava in to po naravnih poteh, brez belega sladkorja, brez olj, brez ogromno soli, ker stare mame so kuhale marmelado tako, da je bilo pol sladkorja, pol pa je bilo sadja, Zdaj tega nočemo več jesti, sploh beli sladkor, vemo, da so sovražnik naših celic. Zato imamo drugo, recimo ta azteška sladka zelje, super nadomestilo za sladkor, 1000-krat bolj sladka kot pa beli sladkor in nič celic ne poškoduje, ker je to rastlina. Potem poznamo zelo take dodelane sisteme, tehnike sušenja, potem fermentiranja, tako da ni treba kemije uporabljati. In zdaj, če pogledamo skupaj, če imaš ti tako hrano, torej nekaj naravno pridelane kot zelene, potem pa te tudi naravno predelane v kozarcih in tako naprej, v resnici si lahko celo leto samooskrben in to je zdaj velik trend biti 365 dni samooskrben, ker ko se telo na to navadi, telo niti ne sprejme predelane hrane in to rabiš 100 dni, recimo tako približno,
ko izločiš vse tisto, kar si bil prej navajen, potem pa več ne moreš iz tega nazaj. Sploh pa recimo so v Sloveniji pozabljeni domači čaji. Ne? Jaz malo tako gledam časih, ko zaidem, redko hodim v trgovine, pa gledam sami tuji čaji. Ne? Zakaj Slovenija, ki ima idealne pogoje za čaj, čaj ne rabi skoraj nič, hoče imeti sušno lego, zemlja je lahko tudi glinasta, ilonata, kar Slovenija veliko ima, in pa gričevnate lege ima rad, zakaj ne bi Slovenija bila druga Šrilanka? Ne? Mi bi lahko imeli res domače čaje, ampak v trgovini jih skoraj ne moreš kupiti, ker je ta uvoz tako močan. Tisti uvoženi pa vemo, da so bili sušeni pri nad 150 stopinj, sploh ta čaj v vrečkah, filter vrečkah, ne? In tisto tako, da nič ne piješ, ker so vse komponente uničene. Čaj mora biti pri 40 stopinjah sušen, da ohrani te zdravilne učinke, ker čaj je bil prvo zdravilo, ko ljudje niso imeli nič druga, je bil prvo zdravilo, prvi antibiotik, vse. Tada, če še to plat pogledamo, da še to dodamo, na mesto uživanja velikih količin kave, pa ne vem, piva, vina, male količine ni problema, ne? Ampak recimo tudi to, in to je tudi obrok neke take, jaz vem, bi lahko razvili kulturo pitja čaja v Sloveniji, ne? Ki pa vpliva tudi na duhovno raven, ker čaj vedno povezuje, čaj vedno pijača povezovanja, razmišljanja, poglobljenega nekega razmišljanja in to bi tudi mogli, da ne bi padli zdaj v neki instant trend, v tem smislu, da si bomo pa zdaj vse sami pridelali, seveda v zavesti mora biti, da si moramo po naravni poti pridelati, ne pa po kemizirani poti tudi predelati in istočasno nove stvari razvijati. Časi, ki prihajajo, ne bodo dovoljevali znanja, ki ga zdaj imamo, da je dovolj, ampak mi bomo že čez par let rabili povsem nova znanja, če bomo hoteli preživeti. Pa to ni zdaj. Jaz sem zelo optimist. Kaj ni zdaj napovedujejo lakoto, da bo zmanjkalo? Kaj meniš o tem? A je možno to? Zdaj možno je, a ne? Jaz tega ne bi izključila, zato ker mi ne vemo, kako se bo vojna nadaljevala. Zdaj, če bodo res iz Bližnjega vzhoda prišli se pomagati bojevati v Rusijo, to ne bo dobro, ne? In lahko se s tem karkoli druga še zgodi, tako da previdnost nikoli ni odveč. Je pa tako, da že zdaj hrane na svetu ni dovolj. Je dovolj te kemizirane hrane, zapakirane v plastiko, to pa ni hrana. To pa človeku ne da vitalnosti. Zdaj, tisti, ki bo hotel zdravje ohraniti, pa vitalnost, bo mogel gledati, kje bo to dobil, ker v izobilju je ne bo. To pa že javna politika je tudi povedala. Torej zna biti, da se bo marsikaj še zgodilo, ne? Bo. Ampak jaz vedno tako gledam, ko se zapro ena vrata, se ena vrata zapirajo. Se bodo ljudje znašli, ne? Ljudje smo kot reka, najdemo pot. Če bomo pripravljeni, če pa mi za to nismo pripravljeni in ne vidimo, lahko se to zgodi, ne? Se neke stvari končajo, mi pa sploh ne vidimo, ne poznamo novih možnosti, potem pa nam je lahko težje. Ja? Ok, kako pa recimo praviš, brez duhovne znanosti ni prave znanosti, a ne? To pomeni, kako pa vidiš te više nivoje, više aspekte, da še to malo poveževa pa recimo z tem, kar sva do zdaj govorila, zemlja, hrana. Ja, zdaj težava klasične znanosti, kot rečeno, jaz imam možnost biti na obeh in v praksi in v klasični znanosti. Si delala pa si se odločila iti ven? Ja. Zakaj? Zato, ker ne podpiram klasične znanosti. Klasično znanost imenujem tisto, ki temelji na tudi plačanih rezultatih. Danes je možno vse prirediti tako, da pride tako kot s farmacijo, kupljene študije, ne? Tako, tega je zelo veliko, tudi v tehniki je tega veliko. Tudi v družboslovju je tega veliko, prirejanje raznih anket in tako naprej. To, da ti samo obdelaš številke. Klasična znanost temelji na tem, da pač mora biti neka količina informacij in podatkov obdelanih, in potem je to neki rezultat. Samo to ne more biti, zato ker mi nismo samo fizična bitja, mora biti tudi ta duhovna komponenta, ki temelji na etiki, na odnosu, na razmerju, ker če ti tega ne daš v raziskavo, potem je to neka suhoparna številka, ki jo lahko res prirediš, kak jo želiš, in to so tudi mnogi povedali, da so to mogli tako narediti, ne? Zato zelo tako bi rekla, pozivam vse znanstvenike, da morajo dodati te višje nivoje, ker
to lahko gre v življenje. Vse ostalo, samo neki statistični izračuni in ne vem, dolge formule, vse to v življenje ne more iti in se moramo vprašati, ali potem služi znanost življenju, če je ni mogoče uporabiti, s tem, da ne mislim samo danes uporabiti, tudi čez 10, 20, 50, 100 let, ampak seveda mora biti naravnano tako, da sovpada z človeškim bitjem, ki je pa res dokazano že in fizično in duhovno, ne samo fizično bitje. Tu, če pa pridemo do tega, potem bomo pa hitro pri koncu, potem pa človek več ne bo samo materialistično gledal, ne bo podlegel potem samo enosmernemu razmišljanju, bo se zelo potrudil za rezultate v smislu širšega človeštva, ne samo za sebe. In če bi že danes bili na tem, potem ne bi bilo teh vojn, kar smo priča, ne bi bilo lakote, v Afriki je strašna lakota. Ne bi bilo treba. Ne bi bilo treba. Na drugi strani sveta pa ne bi potapljali v morje take količine hrane, za katere so ogromni naravni viri bili pridelani, pa potapljajo zato, da obdržijo dovolj visoko ceno. Tako da tu smo potem, zakaj se mi zdi ključno vključiti te višje ravni zavedanja in ne samo tisto neko osnovno, ker če ti ne gledaš na življenje kot na neko enkratno priložnost, ki smo jo dobili na poti k večnosti, potem tega ne uvidiš. In se mi zdi vseeno 21. stoletje, da je taki čas, da imamo možnost biti razsvetljeni in da mogoče vse neka skupina ljudi, ki bi za sabo potem povlekla in se tudi na tem nivoju že kar nekaj dogaja. Definitivno. Ne. Vse ljudje zdaj masovno nekako kolektivno prebujamo, ne, in ta kriza je v bistvu tudi že korona in zdaj ne, je vedno priložnost, da nekaj s tem naredimo. Ne. Ja, mislim, da ljudi tudi tako razumejo mnogi, no imamo pa tudi skupine ljudi, ki pa to vidijo kot samo črno, kot depresijo, ampak to bo vedno, ne? Vsi ne bodo, važno je, da množica potegne naprej, to pa mislim, da se že zelo dogaja in jaz to tako optimistično gledam. Tako, super, odlično. Nažalost se nam je čas iztekel, še bi klepetov, zelo zanimiva znanja imaš, res poglobljena, tako da moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, za vse, kar delaš. Hvala lepa, živim tako in se mi zdi, da drugače ne morem, tako da evo, to sem jaz. Ja, živiš sebe. Živim sebe. Odlično, hvala. Enako, hvala lepa. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebojeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.